Z nogometnimi tekmami reprezentanc Švice, Madžarske, Nemčije in Slovenije se je včeraj začelo 5. evropsko prvenstvo vinarjev, ki ga letos gosti Slovenija. Potem je potekalo tudi športno dogajanje ob svetovnem dogodku World Challenge Day in otvoritev 2 nogometnih igrišč v športnem parku Tabor. Torej nekako smo razmišljali o tem, če bomo samo odpirali igrišče, bi mogoče zadeva bila bolj klavrna, torej imeli bi samo otvoritev in tu se zadeva konča. Zato smo nekako to združili prijetno s koristnim in z World Challenge Dayom, torej Gibaj Maribor, združili ta dogodek. V sklopu World Challenge Daya je bil namen privabiti in športno aktivirati čim več Mariborčanov, za katere so pripravili različne izzive in aktivnosti. In danes moram povedati, da smo kar privabili ogromno število otrok, ogromno število odraslih, ki se gibajo skupaj z nami, torej imajo nekakšne izzive, malo brcajo žogo, malo prepreke, skratka dogaja se, športom se ukvarjamo. Za novo nogometno pridobitev velikega nogometnega igrišča in dodatnega manjšega v ogradi je mestna občina Maribor namenila sredstva v višini nekaj več kot 400 000 evrov. Fundacija za šport pa je športnim objektom Maribor za ta namen sofinancirala nekaj več kot 67 000 evrov. Takšno igrišče, kot ga imamo tukaj, oziroma takšnih igrišč, kot jih imamo tukaj, je malo v Evropi. Torej tukaj je povezanih 4-5 igrišč, ki jih v Evropi ne najdemo nikjer na kupu, imajo 1, 2, 3, da pa lahko imeli takšno količino, kot je tukaj, pa jih ni. V Mariboru, nogometnem mestu, so tovrstna igrišča ob Ljudskem vrtu tudi velikega pomena. Tukaj je nogometna šola zelo zrasla. Torej jaz mislim, da imajo tukaj že okrog 400-500 otrok, ki se ukvarjajo z nogometom in naravna trava vsekakor ne zdrži tega, kar daje umetna trava. Torej mislim, da imajo nekje v povprečju lahko 5-6 ur na dan na naravni travi, tukaj bo pa sigurno igrišče bistveno več uporabljeno in bo sigurno služilo svojim namenom. V samem tekmovanju med mestoma Maribor in Kfar Saba je štelo predvsem število aktivnih ljudi na dogodkih. Na eni strani v Mariboru, na drugi v Izraelu. Ja, zaenkrat poteka kar dobro, kot vidimo v zadju, veliko število otrok se nam je pridružilo, tega smo izredno zadovoljni, vendar vrhunec se še približuje, tako da verjamem, da tam do 6. ure bomo nabrali zadostno število ljudi, da premagamo izraelsko Kfar Saba. Tekmovalni del World Challenge Daya je trajal do 6. ure, ko je sledila otvoritev velikega igrišča z umetno travno površino. Tako kot osrednjo dogajanje v našem mestu, fuzbal, otvoritev igrišča z umetno travo in nato še tekma mariborskih športnikov olimpijcev proti veteranom legend NK Maribor. Uradne številke tekmovanja oziroma zmagovalec samega World Challenge Daya zaenkrat ostajajo še skrivnost. Več bo znano jutri.